Prihaja blockchain tehnologija. Že veš, kako bo vplivala na digitalni marketing? Dober dan, dobrodošli v novi oddaji Point Out Weekly. 83. oddaja je tole, vse v zvezi z njo najdeš na pointout.si/weekly83. Danes z Nejcem govoriva o tem, kako bo blockchain vplival na digitalni marketing. Še preden pa greva v temo, te vabim, da klikneš na tale link in si na hitro pogledaš prejšnjo oddajo, če si jo mogoče zamudil, in sicer z Nejcem sva govorila o tem, o generaciji Z, kako prihaja, kako se prilagoditi na njo in tako dalje. Zdaj pa greva kar v to temo. Ampak da najprej tudi razjasneva, kaj blockchain tehnologija je, ker mislim, da kar neki posameznikov sploh ne ve, o čem bova danes govorila, ampak to je tehnologija, ki prihaja in bo vplivala tudi na digitalni marketing. In sicer blockchain je podatkovna veriga podatkov oziroma nek digitalni zapis podatkov, ki se zapiše v to verigo, in te verige ne moremo spreminjati, ampak obstaja online, kjer je zapisana, in ta zapis imajo različni ljudje. Se pravi, je vse skupaj decentralizirano in vsak nadzoruje pri tem vsakega. In tukaj je ful pomembno poudariti, kaj so tiste glavne prednosti tovrstne tehnologije. Eno je absolutno transparentnost in zaupljivost teh podatkov. Zakaj? Ker tega ne moremo spreminjati, ne? Potem tudi zaradi tega, ker te podatke ima vsak, ki je povezan na to blockchain tehnologijo, pomeni, da nimamo neke centralne enote, ne? Ni nekega centralnega sistema, tako kot danes poznamo banke, ki so centralna enota, ali pa nek oglaševalec, kot je Google, kot je Facebook in tako naprej. Potem tudi, se pravi, posledično ni teh posrednikov, ne, ki so v smislu centralnih enot. Transakcije so lahko bistveno hitrejše, predvsem v nekem bančnem sistemu, ki je lahko peer-to-peer, in hkrati tudi manjši stroški so teh transakcij. Ok, zdaj, ko vemo malo za uvod o blockchain tehnologiji, pa mogoče čisto za osnovo. Kje se najbolj uporablja? Kje se najbolj uporablja? Ali pa saj vidimo to. Tako, prvo je sigurno nek bančni sistem oziroma kriptovalute, ki jih trenutno že mi kot posamezniki lahko uporabljamo in z njimi tudi plačujemo. To je res tista prva implikacija, ki se je zgodila. Potem industrije, ki bodo tudi največ profitirale poleg bančnega sistema, so nek supply chain oziroma dobavne verige. Zakaj? Ker bo ta transparentnost podatkov, iz kje izvira neko mleko, mi bomo lahko sledili od tega, ko mleko kupimo na polici, do njegovega izvora, točno iz katere kmetije to mleko izhaja, ali pa iz katere krave je bilo pomolzano. To imamo celo slovenski startup, kako bi rekel temu, Origin Trail. Tako. Potem pa tudi energetika, naprimer, če imamo zdaj neke posrednike, kot je elektroenergija, E3, Petrol, tega v prihodnosti ne bo več. Še posebej takrat, ko bomo šli na neke obnovljive vire energije in bo vsaka hiša imela svoj energetski sistem v obliki sončnih celic, bomo lahko ta presežek prodajali naprej, ampak ne nekemu posredniku, ampak direktno peer-to-peer, ker se bo to lahko kar preko borze, ok, jaz potrebujem več elektrike in bom od Zorana, ki bo imel presežek te energije, kar direktno kupil. Se pravi, bo tudi ceneje za naju, Zoran bo pri tem več zaslužil, jaz bom pa lahko zaradi tega malo cenej kupil, ker bodo ker ne bo posrednikov in bodo manjši stroški oziroma te dodatni stroški ne bodo nastali. Če razmišljaš, da to tudi že obstaja, je res, ampak zdaj to prodajaš nazaj Elektro Ljubljana ali pa nekem drugemu ponudniku, ki je vmesnik. To, kar pa Nejc govori, je pa, da prodaš direktno drugi osebi. Tako, ok, zdaj, ko malo vemo te osnove, pa greva na sam digitalni marketing. Sicer nismo še tam, ampak govorila bova o spremembah, ki bodo začele prihajati, ne veva kdaj, ampak spremembe, ki se nam sigurno obetajo. Takoj se začne, ko govorimo o blockchainu, ene prvih zadev, ki pridejo na misel, je zbiranje podatkov. Namreč danes oglaševalci
O nas zberejo ogromno nekih podatkov. Gremo na neko spletno stran, Facebook Pixel pobere, a smo tam kaj kupili, kaj smo si ogledali, kaj smo dali v košarico. Enako Google in vsi ostali nekako zbiralci teh nekih podatkov. In seveda, ko potem zapustimo te spletne strani, nas čakajo neki oglasi. Ne nazadnje, te spletne strani lahko tudi mogoče naprej prodajo podatke, lahko jih tudi nekdo drug uporablja, za katerega mi niti nismo vedeli dobro ali pa si tega nismo prebrali in tako dalje. Seveda, recimo GDPR želi tukaj narediti neko pozitivno spremembo, ampak zadeve še vedno niso toliko sledljive, kot bi lahko bile z blockchain tehnologijo. Ja, če se spomnimo unga fiaska, ki je bil v letošnjem letu, v 2018, ki se je zgodil v Facebooku in pred katerim se je mogel tudi Mark Zuckerberg zagovarjati, ki je neka tretje podjetje uporabilo Facebookove podatke, se pravi podatke, ki jih je Facebook zbral o nas, je potem neko tretje podjetje uporabilo za svojo kampanjo, za svoje interese in tako naprej. In z blockchain tehnologijo se bo spremenilo to, mislim, da podjetje, ki se mu reče Blockstack, dela na tem, da bodo uporabnikom omogočali, da imajo sami pregled nad podatki, katere delijo in katerih ne želijo deliti. Se pravi, v tem primeru bodo podatki ostali pri vam. Se pravi, tudi če boste vi obiskali neko spletno stran oziroma spletno stran aplikacijo, ki bo v tem ekosistemu Blockstacka, ne bodo dobili vaših podatkov, ker bodo vaši podatki zaklenjeni pri vas, ker boste vi imeli na tem nadzor. In če se tukaj samo vprašaš, kako se bo mogel cel digitalni marketing prilagoditi, ker oglaševalci ne bodo prosto razpolagali z vsemi temi podatki, ki jih danes lahko dobimo v platformi Facebook ali Google, da potem mi lažje targetiramo, se bo tudi sama industrija toliko spremenila, da bomo mogli biti bolj iznajdljivi. Jaz dejansko ne vem, kaj to točno pomeni, ampak če mi teh podatkov ne bomo imeli, bomo mogli drugačne pristope imeti. Mogoče eden izmed takih, da bomo mi mogli celo kupcu plačati, če bo želel te podatke z nami deliti, da bomo potem lažje podobne posameznike targetirali. Ne? Se pravi, sigurno se bo na tem področju, če bo do tega prišlo, in verjetno seveda bo, mogli tudi oglaševalci temu prilagoditi. Mogoče se ob tem tudi vprašaš, zakaj bi sploh želel deliti svoje podatke z oglaševalci. Kakšen bi bil moj interes kot nekdo, ki pač brska po spletu, nekaj kupuje. Zato, ker ne nazadnje, če delimo določene podatke z oglaševalci, lahko tudi to pozitivno vpliva na nas. Dobimo bolj prilagojene produkte, dobimo mogoče neke boljše dile, bolj ugodne in tako dalje. In nasploh je naša izkušnja veliko bolj prijazna in veliko bolj prilagojena nam. Težava nastane takrat, kadar nas drugi targetirajo z nekimi in pa, da ne rečem kar z grdo besedo, posiljujejo z nekimi produkti, s kateri si pravzaprav ne želimo. Z nami tudi manipulirajo in tako dalje. Tako je, in tukaj, če sam pogledamo, trenutno v tem oglaševalskem svetu obstaja nekakšen duopol gledano svetovno, in sicer dve oglaševalski platformi, preko katerih danes s katerimi danes sploh ne moremo oglaševati, sta Facebook in Google, in nekako vse poteka preko njih. In ja, tako kot je Zoran omenil, velikokrat so te oglasi, obiščemo neko spletno stran, ali pa celo tega ne, pač te oglasi so lahko velikokrat tudi sam se rečem zelo vsiljivo, mi je že sitno, ali pa kupim že nek produkt, pa me potem oglaševalec še vedno nagovarja. Pač bomo prišli v prihodnosti tudi do tega, da zaradi same te narave, da se bo mogel tudi malo zašiftati ta prostor. In mogoče dve podjetji, ki delata na tem, eno je Brave, drugo je pa Basic Attention Token, okrajšava zanga je BAT, delata ravno na tem, ker bodo poskušali narediti, da vsak, ki je v ekosistem vključen, ima nekaj od tega. Se pravi, da jaz kot uporabnik, da sem za tisto dovoljenje, kar sem že prej malo govoril, za dovoljenje, ki ga dam platformi ali pa oglaševalcu, katere oglase jaz želim videti, se pravi tiste vsebine, ki mene zanimajo,
ki mi jih ni problem gledati, se pravi, ki so v mojem področju zanimanja in posledično zato, ker so v mojem področju zanimanja, se tudi zanimam za to vrstne storitve, izdelke, bom dal jaz dovoljenje platformi oglaševalcev, ok, meni je cool, če mi te oglase prikazuješ. Ampak posledično bom jaz kot uporabnik za to nagrajen, zaradi tega, ker bom namenjal temu pozornost. Ne? Po drugi strani pa tudi oglaševalec bo s tem pridobil to, ker bodo te njegovi oglasi veliko bolj vidni, zato ker bo vedel, naprimer Zoran Bosančič, njega pa zanima, kaj bi zdaj rekel, filmi, ne neka filmska industrija in on želi, da se njemu to vrstni oglasi prikazujejo. Kar pomeni, da bo oglaševalec imel lahko večje click-through rate, se pravi, večje pozornost teh oglasov bo. Hkrati imamo potem še tukaj platformo. Platforma bo pa benefit imela, se pravi, prednost imela iz tega, da bo res servirala tiste relevantne oglase uporabnikom in posledično tudi več zaslužila preko celotnega sistema. Zanimivo bo tudi področje lastništva nekih digitalnih vsebin, ne nazadnje tudi varnosti. Kaj mislim s tem? Danes, recimo jaz sem naročnik Apple Musica, mogoče imaš ti Spotify, Google ima tudi sigurno kako rešitev, Amazon in tako dalje. In zdaj moramo njim plačevati nek fee, zato da lahko to glasbo poslušamo, zato da lahko od nekih drugih avtorjev seveda to glasbo tudi imamo na naših napravah. To ima ogromen prednosti, ima pa tudi nekaj slabosti, zato ker se veliko nekega denarja vmes zgubi za posrednike. Zdaj blockchain nam lahko v prihodnje omogoča, da seveda neposredno avtorjem plačamo, ker vemo, da velikokrat avtorji niti ne dobijo toliko veliko od tega. Recimo sploh z področja kakih knjig. To vem, da recimo avtorji tisti, ki izdajo neko knjigo, oni dobijo zelo, zelo majhen delež tega, večina se razporedi med tiste, ki dejansko knjigo izdajo, založnike. Tako ja, mogoče bi jaz tukaj šel še en ali pa dva koraka nazaj, pa rekel to, če ta širši spekter glasbene industrije vzamemo. Na začetku so bile to kasete, pa potem CD-ji in dejansko so izvajalci kar nekaj zaslužili, ok, tukaj so bili tudi posredniki kot glasbene založbe, ampak so kar zaslužili s prodajo CD-jev. Včasih je bil to biznis. Potem so prišli MP3 playerji in potem smo začeli, ker so se pojavili računalniki pa MP3 playerji, da smo začeli ogromno te glasbe downloadati. Se pravi, oni so izgubili nek dohodek iz tega, ker nismo več kupovali CD-jev, ampak smo vse online kar si prenesli. Potem je prišel, tako kot si omenil, Spotify, Apple Music in ostali, kjer mi lahko v vsakem trenutku dostopamo do katerekoli glasbe, ampak po drugi strani, tako kot si rekel, ogromen fee gre tem posrednikom, kot je Apple Music. In tukaj je res Apple zelo strikten, ker ima svoj ekosistem in vzamejo, ne vem, zdaj bom malo skozi glavo rekel, res velik procent v smislu 30, 40 ali celo več procentov. In to so pač procenti, ki jih izgubljajo tisti, ki dejansko ustvarjajo. In sigurno, če sem zdaj nekako povedal to skozi zgodovino, kako je šlo, ker res se je v 20 letih, 3 taka obdobja smo imeli, sigurno bo prišlo tudi to na stran izvajalca in po najemnem mnenju bo potem to blockchain tehnologija omogočila, da bodo izvajalci res lahko prodajali neposredno do uporabnikov. Bo pa to pomenilo, da bodo verjetno izvajalci mogli svoje skupnosti imeti, kjer bodo nekako promocijo si delali, da teh posrednikov ne bodo več potrebovali. To je pa sigurno pač še nek stage, ki ne vemo, kako se bo to vse skupaj dogajalo. Ja, meni je zanimivo predvsem to, kako se nazaj vračamo k osnovam. Zato, ker če dam en čist življenjski primer vsakodneven, včasih si šel v pekarno, tista, ki ti je bila najbližji, si šel tja po kruh in mogoče tam nisem imel, ne vem, ajdovega kruha. In če si hotel ajdov kruh, si se moral peljati 20-30 km. Nastali so neke trgovine, supermarketi, kjer so omogočali ful večjo izbiro večjem številu ljudi. In so te pekarne okoli začele počasi zamerati, ker zakaj bom šel v pekarno, ker nima ajdovega kruha, supermarket pa ima, ne. Potem pa smo začeli ugotavljati, da to ima neke tudi negativne posledice, pa da si v bistvu želimo mi od unga
peka kupiti kruh, zato ker je imel ful boljši kruh, zato ker bi radi direkt njemu dal, ker on more prodajati supermarketu, supermarket si nekaj dala po v žep in tako dalje. In v bistvu ta tehnologija blockchain ali pa mogoče neka druga, kasneje nam omogoča to, da se vrnemo nazaj k našim koreninam. Ja. Ok, to je to, kar so pripravljali za to oddajo, čist nek tak snip ali pa nek uvid, kaj oziroma kako bo blockchain tehnologija vplivala tudi na digitalni marketing. Seveda bo imela velike implikacije tudi na ostale industrije, ki sva jih omenjala. Tako da, če imaš kakšen komentar glede tega, si seznanjen z blockchain tehnologijo ali tudi sam vidiš, kako bi lahko vplivala na digitalni marketing, zapiš spodaj v komentar ali naj jo še kaj dodatno vpraši. To je to za danes. To je to. In se gledamo, poslušamo naslednjič. Nasvidenje. Čau. Why?